Koliko smo se imeli za poment, še preden smo začeli snemati. Andraž, smo te pogrešali. Čakaj, v prejšnji epizodi si bil. Kako misliš pogrešati? Smo bili kompletni. Kako to misliš pogrešati? Ja, ampak 2 tedna sta vmes. Veš, kako se je zgodilo vmes, prvomajski prazniki, pa vse tisti dnevi upora, pa da niti, pa papež. O, moj bog. A se vaju minger? Povej. Meni se je to dogajalo vmes, da se mi zdi, da je en mesec, odkar smo snimali. No, vidiš, tudi meni. Ej, mimo grede, ker sem pri papežu. Koliko se vaju zares kaj dotaknejo te dramice, bel dim, črn dim, spremljajmo, lovimo jih, te skrivnosti, starodavni postopek izvolitve novega poglavarja cerkve. Jaz to čisto ignoriram, mene se to sploh ne tiče, jaz sem samo film Konklave plačal na enem od ponudnikov, da sem ga pogledal, tako potem, ker je papež umrl, pa sem spremljal stavnice seveda, drugače se pa s tem ne ukvarjam. A veš, da sem jaz tudi se sprašvala, no hvala, ker si vsaj še eden, ker se me te stvari res ne, dajmo pogledati, kaj bo, kje bo, ko jih lovijo po ulicah, dajte se vse, zberite že enega, sporočite, kaj bo in to je to. Ne, veš, kaj je po mojem razlika, ne? Ker v naši generaciji, ne, širše rečeno, je bil ta prvi papež, ki je šel v večna lovišča, Poljak, ne, kaj je že bil, Vojtila. In takrat je prvič, takrat je zanimiv, ne. Pa je pa, veš, pa kar naenkrat, pa nekaj novega, pa to se pa kaj, pa je pa kar odstopil, pa zdaj pa kaj, veš, tako kot v Šoperskem vodniku, ne, na koncu, v 4. knjigi, ki pravi, še en leteči krožnik. Ta je rožast, ne vem, pač tako dalje. Ni več nekaj novega. Ne. Tisto, kar je mene fascinira pri tem konklavu, by the way, vsakič znova sem presenečen, da je tiste konklave. Moški spol, ne? Ja, moški spol ednina, ja. Se pravi, volitve za papeža so ultimately unhackable. Glede na to, kako je sistem zastavljen, ti tega postopka in teh rezultatov ne moreš potvoriti. In je z vidika tega, pač, veš, ker smo imeli dolgo časa debate o tem, ali lahko ti hackneš volitve in tako dalje, ne, ker so popolnoma analogne, ker so v zaprtem prostoru, kjer en drugemu pod prste gledajo in cel ta postopek tekrat prepognen, pa ne vem, gore dole, tvojega glasu, se pravi kardinalovega glasu, nihče ne more potvoriti, spremeniti kakorkoli potem, ko je oddan. Skratka, so ultimativno varne volitve. Čeprav so v resnici tudi ultimately netransparentne, ne? Ker nihče nikoli ne ve, kaj se je dogajalo tisti čas noter. In to, kar je bilo prikazano v filmu, ste gledali Konklave film? Ja, seveda. Ja, mislim, ne, nisem. Zakaj pa meni ta postopek zanimiv, ker je pa to verjetno eden od boljših primerov taktičnih volitev, ne? Ker tam note pa ogromno taktiziranja, kdo bo komu kaj podporo dal, da bo, postal favorit, pa komu ne, pa tako naprej. To bi bilo pa z tega vidika, to, kar jaz pač rad analiziram. Imeti eno kamerco noter, ali pa saj mikrofonček. To bi bilo izjemno zanimivo. Ja, za strogo zapahnjenimi vrati, posvečene nune so zavezane hudi molčečnosti, jim kuhajo, perejo. Tako se mi zdi, to je nič drugače kot stoletja nazaj. Moram sicer reči, da sem med tistimi, ki tega bullshita okoli. Pobrali smo jim vse telefone, nihče ne ve, kaj se dogaja, pa ne kupam. Ampak ajde. Ti si taka novodobna teoretičarka zarote. Tako. So pa bili v preteklosti primeri, sem zanj bral, ker se kot rečeno s tem sploh ne ukvarjam, tedni, da se je nek novinar enkrat prišmuglal noter. Seveda, pa CIA je kar enkrat vedla, pa lej, v redu je. Naj mislijo, da je tako, kar so si zamislili. Jaz vama ob tej priliki čestitam tudi za dan zmage, oziroma vsaj dan osvoboditve Ljubljane, da se ne bomo spet skregali, kdo kdaj kam v koraku, pa kdo je kdaj kaj podpisal. Ne? In tako, ker je 9. maja gre ta epizoda ven, tako da čestitke in pozdravi. Mene pa na uho prišlo, da se je pa predsednica republike odločila, da je pa ta pravi dan zmage pravzaprav 8. maj, to je dan, ko snemamo, in da bo menda ona imela ločeno proslavo na 8. maja. A ste kaj slišali o tem? Ne, vem pa, da ima 9. maja rojstni dan. Ja, mislim, tle je to bo, ne, tema moje jutrišnje kolumne na Sjolu, to s temi datumi in prerekanji in tako dalje. Veš, kaj greš ti lahko v detajle, ne, pač v Sloveniji je general Lr podpisal prodajo 9. maja. 9. maja je
Ljubljanska brigada in Hercegovska in 7. korpusov korakali v Ljubljano. Na zahodni fronti so 8. maja podpisali predajo, ampak zato, ker so Sovjeti palamudili, so potem še enkrat morali 9. maja na vzhodni front, oziroma na unem delu podpisati. Itak je pa na Pacifiku vojna trajala do 15. Avgusta in v Sloveniji je bila preveliki Polani ena od zadnjih bitk druge svetovne vojne, 14. maja. In to niti ni bila zadnja bitka druge svetovne vojne v Evropi, pa so še neke ustaše ganjali. Še danes se ganjamo okrog tega. Tako. Če greš tako razmišljati, v bistvu še ni bilo konc. Ja, enkrat ta cajt se je vse skupaj končal za silo. To bi Andraž v bistvu zares tako mogel, kot pa anketah, ker so bili, udeležba bo 23% ali pa ta bo dobil 8%, po novem je udeležba bo med 20 in 30. Konec vojne je bil med aprilom 2044, 45 točno tako ti bom, Štefi, danes napovedal udeležbo. 2025. Točno tako ti bom danes napovedal udeležbo. Sej sem vem, pa še, brez da rečem. Pa še po odstotkih nisi dosti daleč. Lej, bova ugibala za Aljažem, preden boš svoje začel, pa da vidimo. Skratka, SFSN, a gremo na špico? Pejmo na špico. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša? Je odgovor ne. Srečno Slovenija, če zbori vzamejo. Za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Pa dober, pa kaj tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no. Ampak resno se upravičujem. Kar smo se pa imeli za pomen, pa Anti še sploh ni. Ali pa ravno zato, ki izkoriščamo, ne? To dejstvo, da ga ni, ne? Ker imamo lahko 7-minutni uvod, pa bomo še vedno pod 35. Ne? Pa nas noben ne bo priganjal, ne? Dejmo. Ok, ful ambiciozno smo si zastavili to epizodo. To je LDGD? No, povej. Ja, ne vem, pamet, sem spomnil, sufliram ti. Ja, to je torej LDGD podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike, tokrat z vami Andraž Zorko Valikon, Aljaž Pengal-Bitenc, pengovski.com in Metina lista ter Nataša Briški Metina lista. Bom prehranila disclaimer zate, Aljaž, za konc. Jaz pa povem, kaj smo si nekako zamislili za teme, okrog katerih se bomo lovili. In sicer referendum, potem SLS ima predsednico, prvo v zgodovini, ne? Niso še imeli predsednice. In SDS, čeprav to snemamo, ko rezultati še niso znani, ampak je kandidat je že smešen. Samo eden in pač SDS ima novega starega predsednika, pol pa še kar vmes pride. Predlagam, da, a imata vidva še kakšno bi želela jaz bi dal še nekaj admina vmes. Postopkovno. Ne vem, kaj je to, postopkovno mogoče. Skratka, Metina lista je launčala v Gen Z spiku newsletter, se pravi novičnik, v katerem pogledamo, kaj se je na Metini listi dogajalo pretekli mesec in napovemo stvari v prihajajočem mesecu. Vsa stvar je menda še kar smešna za prebrati. Nimamo še obrazca na spletu, ga bomo imeli, ampak tisti, ki ne morete brez še enega newslettera v vašem inboxu, garantiram vam, da je ta najjači. Dajte se javiti na socialih, meni, Nataši ali pa @metinalista ali pa tudi na e-mail info@metinalista.si z prepisom jaz bi pa tudi imel newsletter. To je eno. Drugo, hvala vsem, ki se prijavljate oziroma ki donirate Metini listi. Obrazci in gumbki in linki so na spletni strani metinalista.si. Za nekaj novih vem, da se je zgodilo v vmesnem času. Skratka, hvala vsem skupaj in vsakemu posebej. Zdaj pa predajam besedo naslednji govornici. Hvala, Aljaž. Podcast, newsletter, a si mu dal občasnik?
Ali kaj tacga? Imamo kakšno slovensko... Novičnik. Novičnik smo rekli, boring. Lahko je občasnik. Ne bomo vas s tem morili. Enkrat na mesec je za enkrat plan. Ampak je res, vsebinsko je res cool, dela ga Aljaž in je wunderbar. Prav, pejmo na referendum. Bom še enkrat malo ponovila, za tiste, ki ne vejo nič, za kva gre. Torej, Ministrstvo za kulturo je sprejelo zakon, ki ureja dodatke k pokojninam za izjemne dosežke v umetnosti. SDS je zbral podpise za referendum, ker pravijo, da gre za privilegije peščici. Vprašanje, s katerim boste soočeni v nedeljo, bo, ali ste za to, da se uveljavi zakon, sprejet januarja 2025. Koalicija da, opozicija proti in zakon je tist, ki določa merila ali pa ureja in v kolikšni meri je kdo upravičen do dodatkov k pokojnini. In ta po novem ne bi bila več dedna, pa odvisna od nagrad, ki so jih dobili in tako dalje. Skratka, preden nadaljujem, gospod Zorko. Da. Relativno po novem, imamo za referendume določen kvorum. V ustavi je torej določeno, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volivcev. V praksi zdaj to pomeni, v Sloveniji imamo 1.692.455 volilnih upravičencev in upravičenk, petina je 338.491. Torej, če samo toliko ljudi pride glasovati, morajo biti vsi proti, da pade. Pa zdaj pa čisto počasi, Andraž, kakšna misliš, da bo, oziroma kakšna se napoveduje udeležba? Uvodoma moram pripomniti, da je napovedovanje tako udeležbe kot rezultatov referenduma ena najbolj nehvaležnih napovedi, kar jih pomnimo, kar se tiče našega posla. Predvsem zato, ker referendumi nimajo take teže, kot jo imajo volitve, običajno, ne vedno. In so te napovedi anketirancev zelo, zelo dvomljive, če smem tako reči. Jaz sem uporabil 2 metodi, bom pa na koncu dal še svojo osebno noto zraven. In sicer prva metoda je bila ta, da sem šel gledati razmerje med udeležbo na prvi dan predčasnih volitev in končno udeležbo pri referendumih 21, 22, 24, pri čemer ima vsak svoje specifike. Referendum 21 je bil, kot če se dobro spomnimo, nek način upor proti vladi, prva možnost vseh, ki so nasprotovali vladi Janeza Janše takrat, da so to izrazili na voliščih, ki so sredi poletja to tudi množično storili. Referendum 2022 je bil takoj po volitvah in se ga je še držal malo ta zagon, ki je vodil volivce na volišča par mesecev predtem. Referendum 24 je pa potekal istočasno z evropskimi volitvami. Tako vsak ima neke te specifike, mogoče ta 22 še najbližji temu, kar bo zdaj. No in če uporabim ta pristop, pol bi bila napoved, da referendum z vidika predlagateljev ne bo uspel, ker niti udeležbe ne bo toliko, kot je zahtevan kvorum. Po tej metodi namreč pride mes do 310,000 udeležencev, kar je manj kot kvorum, ki si ga prej omenila. To rečemo temu, da je to z vidika predlagateljev, je to rečemo temu pesimistični scenarij ali pa minimalistični. Druga metoda je pa uporaba anketnih podatkov. Mi smo v anketi, ki smo jo pripravili za Siol prejšnji vikend, pa še malo nazaj, se pravi tam 27. okrog, med drugim preverjali tudi to namero udeležbe, kjer pa spet moram takoj poudariti, da je ta ponavadi precej višja, kot je potem realizirana. No, pa vseeno, spet sem vzel primerjavo z letom 2022, sem našel podatke od takrat, ko smo slučajno tudi takrat napovedovali, mislim, da za RTV. In takrat, če vzamem takratno dejansko udeležbo na koncu in delež tistih, ki so predtem napovedovali, da se bodo zagotovo udeležili in to isto razmerje apliciram na tole zdaj, pridem pa do precej večjega
števila udeležbe in sicer do 610 tisoč. Skratka, razpon je tukaj zelo velik, med 310 in 610, približno tako, kot si prej rekla. Med 20 in 30, v resnici med 18 in 36. Ne. No, v tem primeru bo pa referendum uspel, glede na razmerje, ki se obeta, ki smo ga tudi zmerali v tej anketi in to razmerje je pa približno 70-30 proti, če izvzamem pač tiste, ki so rekli ne vem in predvidem, da so ti ne vemi približno enako razporejeni, kot tisti, ki so že odločeni. Ne. V tem primeru bo pa kvorum kar močno presežen, bo pa proti glasovalo okrog 420 tisoč volivcev. Tako da imamo oceno tako, da ne moram faliti. Absolutno. Osebno, on more personal note, bi pa rekel, da če bi bila kakšna stavnica zdaj, ki je v igri, pa da bi bilo treba staviti, pa da bi imel 10 evrov preveč, bi pa prej stavil na to, da jim bo uspelo, kot ne. Skratka, predlagateljem, da bodo dosegli kvorum. Zakaj? Zato, ker SDS zelo odkrito, sploh ne skriva tega poziva volivce na volišča, češ da gre za glasovanje proti škodljivi vladi, ali kako že piše v njihovem letaku, tega sploh ne skrivajo, da gre za mobilizacijo, dajmo se prešteti pred volitvami. Nek način podobno, kot so se preštevali glasovi leve sredine julija, mislim, da je bilo julija 21, na tistem referendumu o vodah, pri čemer pa seveda še zdaleč ne bo dosežen tak rezultat, kot je bil takrat, to si pa upam trditi. Druga stvar je pa, da poleg njih so tu še vse ostale stranke desne od sredine, ki se tudi opredeljujejo podobno kot SDS in tudi na nek način vabijo in mislim, da gre na nek način tukaj res za preštevanje glasov pred volitvami. Kar je do neke mere tvegano za to politično opcijo, če jim seveda ne uspe, da bo to zelo slabo za njih, ampak jaz mislim, da bo, da je bolj verjetno, da jim bo, predvsem tudi zato, ker nagovarjajo tudi, jaz mislim, da predvsej uspešno, upokojence z nizkimi pokojninami, ne glede na ideološko pripadnost. Ta primer smo že imeli v Sloveniji enkrat, 2015, ko se je glasovalo o družinskem zakoniku, so tudi predstavniki tako leve sredine glasovali proti tistemu zakoniku, ker je bil en člen tam not za njih preveč. To je bila seveda posvojitev otrok, ki bi bila omogočena tudi istospolnim parom. In tukaj mislim, da gre za podoben primer, da bi znali priti upokojenci pa kot vemo so pa precej zanesljivi udeleženci volitev nasploh. In še ena stvar, tudi nepomembna okoliščina, SD tudi poziva k glasovanju. Lahko se zgodi, SD pa vemo, kdo je pa volilna baza, SD so pa spet upokojenci, ki za razliko od njihovega bivšega sekretarja nimajo stanovanja v Schellenburgu in bi znali tudi voliti proti, ne pa za uveljavitev tega zakona. Tako da lahko se zgodi celo taka ironica mala, da bodo glasovi SD-ja, ki ne bodo bojkotirali, tako kot pripadniki GS in Levice, prispevali tisto zadnjo, kar bo potrebno za kvorum. Bomo pa vse to vedeli, to bom pa tudi povedal že zdaj vnaprej, ker pa mi pa po vsakih volitvah v Valiko naredimo tako imenovani post-poll. Vprašamo celoten naš spletni panel, a ste šli voliti, ja, ne in kako ste glasovali. In tam potem naredimo pa analizo, kdo je šel in kdo je kako volil, glede na to, katero stranko podpira. Aljaž, ti si pa tudi pred tedni bil predvsej na tej strani v smislu, da bodo predlagatelji uspeli, ali si še vedno tega mnenja? Tako. Občutek mi pravi, da je to tema, tako kot je Andraž rekel, ki lahko preseže klasično slovensko delitev levo-desno oziroma Janša na Janša. Ravno zato, ker imaš ti, ker 3 leta je dovolj časa, da se nabere neka doza resnega nezadovoljstva s to vlado in mislim, da pač te ankete okoli pač uspešnosti vlade in tako dalje vendarle kažejo, da je tukaj več nezadovoljstva kot je zadovoljstva. Kar nič čudnega, sicer, ampak 1 leto, oziroma 10 mesecev pred volitvami, to tako je. To imaš eno, na drugi strani imaš ti pač določeno količino, lumpen proletariat, adjacent razumevanja umetnosti oziroma nerazumevanja umetnosti, ki sovraži vso tisto umetnost, ki jo ne razume. In pa pač dejstvo, da je to, kar je Andraž tudi rekel, da se v bistvu na desni strani animira celotno oziroma kolikor se da volilnega telesa ravno zato, da se preštejejo. In če vse to
seštejemo skupaj, potem jaz vidim film, v katerem je kvorum dosežen in je teh 339 tisoč glasov proti, tudi večina oddanih glasov. Ni pa to edini možen razvoj dogodkov. Recimo, ne vem, a sta vedela, da je imel včeraj Rupert protest pred parlamentom. Ne. No, a vidiš. Kam so šli pa na kavo? Ali kam še si na stranišče, to me ne zanima. Ne? Ja. Pa na zicu avto. Tako, ampak hočem reči pa to, tisto, kar pa je, se mi zdi, ni za zanemariti, pa je ta možnost, ki jo je desnica dolgo časa levice učitala, da se je zaprla v svoj, kaj je to, echo chamber, zdaj po slovensko besedo, in da zdaj že nekaj časa pripričujejo samo prepričane, da so oni sami se blazno glasni, ampak da zunaj pa to nima nekega širšega učinka. Tako da, ne vem, mogoče sem mičken bolj optimističen v smislu obstanka zakona, kot sem bil pred enim tednom. Tudi ta zadnja Hojvikova poteza, ki so vložili predlog za razveljavitev osnovnega zakona, ki je trenutno še edini zakon, ki velja tistega iz leta 1974, mi daje misliti na to, me napeljuje na to misel, da morda ves ta rant proti umetnikom in umetnicam nima takega učinka, kot so mislili, da ga bodo imeli. Tako da, maybe. Tu bi se pa, Štefič, dovoliš. Tu bi se pa pridružil, Aljaž, to sem pa pozabil prvi moment, hvala si to potegnil ven. Edini razlog, da to ne uspe, se pravi referendum, je pa verjetno ravno to. Oni so zdaj s tem predlogom pokazali vsaj tistemu razmišljujočemu delu njihovih volivcev, ki se dejansko ukvarja s tem, o čem se bo nedeljo glasovalo, je sporočilo kaj? Zdaj pridite prosim volit proti dodatku k zakonu, za katerega itak predlagamo, da se razveljav. To je. In zdaj, če si ti mečkan razmišljajoč, si už rekel, pa dobro, kdo me zdaj tlele še ta gor pa dol, na volišča gor pa dol, pa še pa itak razveljavo ta zakon. Pa pejte nekam v Tri krasne in znajo ti ostati doma, čeprav so njihovi podporniki. Jaz mislim, da tako globok volivec in volivka nista šla. Se sem poudaril, razmišljujoči med njimi. Ampak, a vidiš, Andrej, že pa tukaj, strinjam se s tvojim zaključkom, a mislim, da je pa razmislek pa ravno obraten. Če ti poskušaš to razmišljati, pa veš po dodatki, pa res je kompliciran in v resnici to, da si to le izbereš kot hrib, na katerem boš umrl, je tudi kar zajeban. Pa veš, pa še kultura, pa Slovenija, tukaj se lahko pogovarjamo drugače tudi o taktiki levice, pa GS-a, ki imam tudi o tem, kaj zapovedati. Ampak, ko pa predlagatelj reče to, kar si rekel, vi glasujete proti, ker bomo itak pol še ta zakon razveljavili, pa je pa tvoja prva reakcija, kaj? Točno to. Jebe lud zbunjeno, pa ne grem, pa se pa tudi ne bom več razmišljal, kaj me šetaš, ker očitno me zaba. Kaj me šetaš tlele gor? Skratka, Aljaž, če bi šel staviti, tako kot je prej Andraž zapeljal, bi bil bolj tako na neodločeno, če bi bila opcija. Jaz mislim, tlele bi dal, mislim, da je še vedno več šans, da zakon pade kot ne, ampak ne bi pa mislim, bi bilo pa to že kar tvegana stava, tako bom rekel. Aha, ker, 10 evrov, nič več. Ker tudi tukaj, veš, je tako, tale varianta bojkota, pozivanje bojkotu pa tako dalje, ne vem, tukaj se mi zdi, da so tudi na vladni strani so bili malo neodločni, možda in niso bili, ker v resnici gre za velik vrčo Segdalinga. Ni naključje, da je referendum 11. maja, dan po pohodu okoli Ljubljane. A ni to določeno zakonom od doložitve tok pa tok, a imajo vse en tok manevrskega prostora? Razpiše ga pa predsednica, predsednica državnega zbora bi ga lahko tudi, malo kasneje zapeljala, pa bilo eno nedeljo kasneje, ta datum je že tako, mislim. Kaj, ta datum se ti zdi boljši za predlagatelje ali za vlado? Za vlado. Meni se je vse skupaj seštevalo v to, da bi to postal referendum o Svetlani Makarovič, ki ima mimo grede nocoj tudi neko prireditev, v petek 9. maja. Vse se napeljuje, če bi bila to klasična kampanja, ker bi vsi pozivali k udeležbi, potem bi imel ti ves tale teden, bi imela skozi samo funkcijo praznikov, komemoracij in obeležij, bi imela vladna stran
serijo enih kampanjskih aktivnosti. Ampak na koncu tega rečejo, ne, v bistvu, veste kva, ne jeti na referendum. Ne? In te iste ljudje bodo pa čez 10 mesecev tem istim volivcem razlagali, prosim, pejte volt, ker če ne bo konc sveta. In absolutno bodo po mojem, te isti volivci, ker imamo spomin zlate ribice in je zgodovina vedno znova dokazuje, da je temu tako, ne bo se noben ukvarjal, ali pa 6 tistih s tem, a so nas 10 mesecev nazaj nategnili, ali ni tega spomina. Če se mi sprašujemo tukaj, a je sploh, če je desna sredina, se pravi, vse predlagatelji in vsi njihovi somišljeniki sposobna pripeljati 340,000 ljudi, če zaokrožimo na volišča za kvorum, kje bi pa lahko leva sredina računala na še enkrat toliko, da bi zakon oziroma ta referendum padel. Ni šans. Tako da jaz to odločitev razumem. Jaz pa mislim, da če bi ti naredil frame tole referendum vsa premiški, pa v Kosovirih na leteči žlici. Ne. 600,000 ljudi. Dragi kolega, se bojim, da niti pod točko razno. Bilo jih, veš, kako je, sam Nataša prosti, 700 pa nekaj tisoč jih je bilo na zadnjem referendumu, ko se je odločalo o stvarih, sicer je bil posvetovalni, ampak se je odločalo o stvarih, ki se ljudi dejansko dotikajo, se pravi uporaba konoplje, medicinske, rekreativne namene, pa kaj še bilo? Eutanazija, malvazija. Ja, pomoč pri končanju življenja. Tako, in jih je bilo, in takrat jih je bilo toliko, da bi komaj šlo skozi tole, če bi bilo danes toliko. Kje? Jaz pa ne verjamem, da bi jih lahko tako šlo res. Plus pozabljata, da je točno ta tudi posvetovalni. Čakaj, bil ta vezan na... Ne, ta je zakonodajni. Tale posvetovalni, ki si ga zdaj omenjal, eutanazija in ta trojček, ni bil z volitvami, a ne? Je bil. Ali je bil z volitvami? Z evropskimi. No, in tle so ključne razlike od referendumov, ki so z volitvami in tistih, ki so brez. Imeli smo jih nekaj v zgodovini, ki niso bili izpeljani skupaj z volitvami in je bila udeležba visoka, recimo EU, NATO 2-3 je bilo 60%. Ampak to ni primerljivo, ne? Na zadnje, točno to. Na zadnje zakon o vodah je bila tudi skoraj 50%, pa močna mobilizacija civilne družbe, ali pa volilni sistem, ki sem šla gledati 96, mislim, da je bila okrog 38%. Niti po točko razno ne zaznavam takšne vročice, ali pa da bi volivci in volivki kot tako zelo pomembno in ključno zaznavali ta referendum, ki je zdaj na programu. Zdaj, novi zakon po besedah SDS-a širi seznam kakor upravičencev, pa naj bi uvajal bolj transparentna pravila. MZK, se pravi Ministrstvo za kulturo, je reklo, da je 50 direktnih prejemnikov te pokojnine in 33 družinskih članov. Zdaj to dedovanje ne bo več mogoče. Ocenjujejo, da naj bi po novem šlo za okoli 100 ljudi, zdaj to so podatke Ministrstva za kulturo, in da bi bil letni strošek tega dodatka k pokojninam umetnikov 190,000 evrov. Pobudniki SDS pravi, da lažejo. Zdaj, da se zakon zavrne, se pravi, more biti udeležba, smo malo računali, da če bi jih okrog 340 bilo proti, vsaj kakšna tretjina bo še, ki bo za, se pravi nekih 160-170, se pravi, da bi moglo vsaj 500,000 volilnih upravičencev in upravičenk prideti na volitve, in to bi bila 30% udeležba. Kar se mi zdi, to, kar sem prej rekla, glede na, da nismo tako, da ni taka vročica in zagrizenost za to, se mi zdi kar visok prag. Tako da jaz, če bi šla staviti, bom kar ustrajala pri istem kot pred tedni, da tole ne more iti čez. In torej tudi, če bi Andraž ali Aljaž šli v kampanjo, koalicija, zakaj bi pa, dobro, se ne bi svojega denarja zapravljali, ampak zakaj bi pa energijo toliko zelo trošili, kaj bi jim zmaga pripeljala, kaj bi jim zmaga pomenila, razen bragginga. Ja, kaj se bo pa zgodilo, če zgubijo? Bodo pa zgubili, ne da bi se borili. Ampak veš, koliko bi mogli svojih, pa zdaj trenutno nimajo super imidža, pripeljati za nekaj, kar... Ne vem, jaz sem, bomo videli, no.
Ne vem, glej, jaz ti bom tako rekel, da... Sam to še dodam, kar pa seveda ne pomeni, da se mi ne zdi neumno to, da so rekli ne jed na referendum. Mislim, predvsem to, ne, a veš, ker mislim, imamo zdaj vlado, ki je bila izvoljena na krilih aktivnega državljanstva, oziroma aktivnega državljanstva, ne glede na to, odkot je to prišlo, ker vem, da je Andraž že v nizkem štartu, da pač pove, da so bili volivci resnice tudi ključni. Ne? Ampak, a veš, to, da se ti niti ne Izbiraš svoje bitke. Vem, sam tukaj ta bitka obstaja. Ne? A veš, če mi ta zakon pade, ne? Potem bo Janša dobil krila. Potem bo narativ ne samo, da smo premagali to vlado, celo tako zelo smo jo premagali, da je vedela, da niti ne more zmagati, zato se niti niso borili. Oni so tako rekoč mrtvi. Če v nedeljo pade ta zakon, bo Janša v ponedeljek zahteval predčasne volitve. To je jasno. Kakšni so pogoji, da so predčasne volitve? Ne pust, se nam zares zgodil. Govorim ti, da bojo ta narativ bo spet dobil zagon. Ravno na točki, ko je vlada, kot smo mi 2 epizodi nazaj začela kljukce delati, ne? Ko se pripravljajo vsi na to, da bo jesen pa vendarle zares zaštartali, se bomo spet o nečem novem pogovarjali, češ gledajte še ene boge novele zakona ne znajo obraniti. Tako da to niso nedolžne stvari, no. Mislim, absolutno bodo dobili zagon, smo pa v eni od prejšnjih epizod povedali, da če se jutri kaj zgodi, da traja vsaj kakšnih pol leta, da se spelje, to bo na koncu pripeljalo, da bi bile predčasne volitve 3 mesece, 4 pred rednimi. Ni to že po prvem letu. Ne govorim ti o dejanskih efektih, govorim ti o tempu, smeri in tonu javne razprave. Kje je nedelja, kaj rabaš? Mislim pa, glej, če ti napoveduje, oni v letaku, to je glasovanje proti vladi, valjda, da bojo to naredili, če jim uspe, bojo rekli, to je nezaupnica vladi, pa tudi, če bojo imeli en glas čez kvorum, ne. Ker bo seveda popoln bullshit, ker boš lahko tako rekel, v redu, kaj pa unih 80% je pa za vlado, ali kaj, ne. Pa ves čas boš imela to sporednico z vodami, takrat jih je bilo pa 800 Tudi če bo 300,000 ali pa 320, bodo rekli, lejte, koliko ljudi je proti vladi. Če jih bo premalo, če ne bo kvoruma, to pomeni, da so popušili in to gadno, pa bojo po mojem beltihka, ne veš. Ker to bo pa velik neuspeh. Če pa to narata, je pa to velik neuspeh, manjka na leto pred volitvami. Sam, če bo pa kvorum, če bo pa, 320,000 oddanih glasov, pa bomo pa do avgusta iskali manjkajočih 19,000, ker gotovo je kdo to lažiral. To bolj verjamem, kot ono drugo, ja. Ja, prav, evo, zakonodajni referendum, 2 glasova sta šla za oziroma proti. Zdaj pa odloči, kaj zdaj? Zdaj se pa odločite. Prav, gremo na novo temo. Medtem, ko se nismo videli, je SLS, Slovenska ljudska stranka, dobila novo vodstvo. Tina Bregant je predsednica stranke po novem, podprlo jo je vseh 93 delegatov, ki so oddali veljavno glasovnico. A sem si jaz to prav zapisala? A je bilo tako? Da vem. Ti si zadolžena za SLS v tej firmi. Ja, jaz sem štefica. Skratka, gre za zdravnico, ona je aktualna ljubljanska mestna svetnica, ni glih novinka na političnem parketu, je bila angažirana že zadnjih, kar bi rekla, kakšnih 5 let. Bolj znana mogoče javnosti, ona je bila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje v 3. vladi SDS, oziroma prvak SDS je vodil. Je na zadnjih državnozborskih volitvah je ona nastopila na listi Povežimo Slovenijo, ob podpori SLS, pa tudi na zadnjih lokalnih volitvah v Ljubljani, kjer je kandidirala za županjo. Torej, nova predsednica, mislim, da smo v prejšnji epizodi omenili, da gre za nekoga, ki, sodeloval z Janševo vlado, zakaj pa ne, in da simpatizira z SDS. V katero smer se vama zdi, da bi SLS pod njenim vodstvom lahko šel, ker očitno pod tistim prejšnjim je bil kreg na relaciji SLS-SDS oziroma z Janšo kar očiten.
A bo zdaj drugač? Kaj misliš, da bo Tina Bregant prinesla? Pa jaz mislim, da prav nič velik ne, če sem čisto iskren. Jaz sem že zadnjič rekel v prejšnji epizodi, da kot se kaže, bo SLS dobil svojo Aleksandro Pivec. Z dolžnim spoštovanjem do omenjene, jaz mislim, da ta gospa političarka do neke mere tudi, ne, nima teh kapacitet, da bi to stranko postavila na noge in jo pripeljala v parlament, ali pa saj ne toliko, nič več kot jih je imel predsednik, ki je v žaru borbe, v strahu pred krutim porazom odstopil. Ne. Jaz mislim res, da gre tle za manever, ki ga tudi Antiša Zanč omenil, spravi Janeza Janše. Še enkrat ista zgodba, to stranko neutralizirati, ker jim enostavno hod narobe. Če bi to stranko prevzel nekdo, ki ne bi bil na liniji z večnim voditeljem, ki bo spet izvoljen, sem Zanč prebral, bo imel 36 let. A je že kdo gledal, by the way, medklic, a je že kdo preveril, kateri od predsednikov strank v Sloveniji itak ali šire, je pa že toliko časa na oblasti v svoji stranki. To bi mi pa res zanimalo, kdo je prvi, naslednji ali pa. Če to je naslednja tema, lahko vmes zgooglaš. Mislim, to treba malo več preiskati, ker to bi treba po mojem kar fino brskati po celi Evropi. No, v glavnem, jaz mislim, da gre za to, ko smo se zadnjič pogovarjali, no, in da ta stranka, če že bo prišla, mislim, jaz dvomim, da bo prišla v parlament, jaz mislim, da bojo držali tam spodaj, da bo pobirala predvsem glasove kakšnemu NSI-ju, ali pa da se ne bi združevala z NSI-jem, ker če česa Janše strah v tem trenutku, čega je sploh česa strah, seveda, je to morebitna neka koalicija predvolilna NSI-ja, SLS-a, Fokusa in vseh teh, in Logarja seveda, če jim uide zvajati, ki bi utegnila imeti skupaj več glasov kot SDS. Tako da kontrola na to stranko je bila ključnega pomena za Janšo in mislim, da je to to. Zdaj sem se spomnila, zakaj je dobila vse glasove vseh delegatov. 3 kandidati so bili, neaktualni predsednik, pa mislim, da je bila neka Nina Strah. Ja, ki je bila kandidatka Petra Gregorčiča. Ja, ampak sta se umaknila tik pred, ker je bilo očitno za to. Petra Gregorčič je rekel, da se je tvitno, da se je na ta način izšel načrt Janeza Janše. Na kar je Janez Janša ga retweetal s pripisom, da lahko prosim ne v teorijo zarote, ker nobenemu ne koristijo ali nekaj tazga. Pač, najboljše, ko glavni teoretik zarote v državi zanika zaroto. Ampak taka meta situacija. Tako da jaz se strinjam kle z Andraževo in da ne bo glih jedrski pogon. Ne samo to, da je tukaj, da gre to v prid SDS-u in Janezu Janši. Tudi zaradi tega, kar se Janše tiče, nova predsednica SLS, da se temu reče known quantity, ona je bila takrat sicer, mislim, da v kvoti SMC, če se ne motim, državna sekretarka. Nisem pa prepričan. Mislim, spočevalško mogoče res, ja. Ampak, okay. Ja, ker SLS takrat ni bila v vladi, ker jih ni bilo nikjer. Ne. Tako, moram pa vendarle spet pripomniti, SLS mimogrede najstarejša nesocialistična, demokratično oblikovana stranka v Sloveniji, da so dali spet ženski najtežji job pod soncem. Takrat v hipu, ko je ratal očitno, da iz te moke še nekaj časa bo kruha, je Balažič dvignil roke, Gregorčič je dvignil roke, kaj že novembra, in na koncu je pač ostala ženska, ki tamle pač vedri v ljubljanskem mestnem svetu, dela, kar dela, in se pač politično zdi, nikakor ne strinjam, tudi bom rekel, se mi zdi, da njen track record je dubiozen, ampak tako, ob vseh teh decih v SLS-u, kje imate pa jajca, gospodje? A misliš, da gre za klasično eno in isto zgodbo, da ko so stvari zafurane do te mere, da je brezupno, da pol se pa pojavi ena ambiciozna ženska, ki pa misli, da ne vem. Pa se ambiciozna ženska v SLS-u skozi jih imajo. Mislim, zdaj sem pozabil, Olga Franca recimo bila ena taka. Pozabil, v Koporu je bila tudi ena blazno močna. Ampak to je bilo vse ženske, ki so jih tipi. Ker so fantje ugotovili, da je pač malo pauzice, par let pa naj nekdo drek čisti, pol bomo pa spet mi.
Tako, ne, zdaj pa so kar nekaj rekli, ja, glej, sej ona je pa že skozi sklele zraven, dajmo to zdaj le njej, ne. Tako, bo pa ona direkt spucala, veš. Ok, sicer SLS na lokalnih nivojih ni stranka, ki bi zamahnil z roko, na državnem pa res že dolgo niso bili v igri. Tudi jaz dvomim, da z njo lahko pridobijo vse to, kar sta vidva rekla, da lahko pridejo v DZ. Ampak, glej, ni se kampanja še začela, tako da mogoče si bo pa SDS oziroma Janša zamislil vendarle kakšno vlogo zanje. Ja, vlogo pucfleka misliš? Ko smo pri Janši, zdaj med tem, ko snemamo, se še ni začelo, ampak mi že vemo rezultat. Člani to je tako smešen. In članice SDS volijo svojega predsednika. Janez Janša je na čelu stranke od leta 1993. Edini kandidat je in to bo že njegov 10. mandat. Pazi, to najnižjo podporo je imel leta 2001 in sicer 88,6. Drugače je bil pa vedno čez 90%, valjda nekih je bilo neveljavnih, ampak večinoma je bil pa sam kandidat pred 4 leti 99,1% dobil na kongresu v Ormožu, pa naj bi se zmenili, kako naprej, kako volitve, seveda se čakajo referendum, med tem, ko sta vidva rekla, a je še kdo dlje bil, sem malo googlala. In če imam prave podatke, ne. V Evropi ne obstaja voditelj stranke z daljšim stažem. Se omenja Orbana, ampak on je bil vmes s prekinitvijo med 2000 in 2003, ampak lej, to je Angela Merkel je CDU vodila 18 let, recimo. Ja, pa vam pa povem, zakaj ni nobenega no, povej. Vodje stranke z daljšim stažem. Zato, ker v Evropi, pa tudi v demokratičnem svetu, ko ti pušiš volitve, ponavadi odstopaš. Zato. Ampak ne, klej gremo pa iz porazov. Evo, ne samo, da je pač zadnji pravi komunjar, ne, tudi zadnji pravi partizan, ne, ker gre iz poraza v poraz do končne zmage. A je to problem, Andraž? Mislim, če je nekdo večji predsednik. Vse so uspešni. Oni so vedno skoraj stranka z najvišjo podporo. Mislim, te odstotke, ki jih oni dosegajo, ta organiziranost, ki jo jaz mimogrede resnično občudujem. Mislim, zakaj je problem? Ja, sej. Kje je problem, da je on skozi? Točno to. Oni so skozi največja ali ena največjih strank po odstotkih, ki jih dobivajo na volitvah. Zakaj bi zmagovalnega konja menjal? Seveda, ker tudi takrat, ko zgubijo, zmagajo, ne? Tako? Aljaš, to ne razumem te tvoje argumentacije. Zakaj bi menjal? Tako, ja, ne, vendar je to popolnoma jasno, da je to argumentacija, ki mi jo je napisala globoka država. No, hvala. Ne vem, ki imajo zdaj sedež, na Tomšičevi ni več. Forum 21 tudi ne dela več. Ne vem, nekje. Anyway, skratka, ja, to sem dobil po faksu, pa v golob pismo nošem in to prednesem. Sem moral to reči. Pa ne, pa dej lepo te prosim. No. To, a veš, da ti... Ne, Aljaž, ti tudi zdaj že 12 let vodiš podcast Met in čaj. Mislim, kdaj se boš poslovil? Ja, ne, 12 let imava že. Kdaj se va poslovila? Ja, mislim, prenes kandidata. Ne? A je kdo pogumen, ki bi kandidiral proti meni? To je to. A veš, 12 je že. Še 2krat spad, pa sva tanka je Janša. Ja. Ja, a imamo še kaj na to temo? Pa ne, v resnici ne veš kaj... Čakaj, Aljaš, moramo skočiti. Zdaj le me seveda Štefi, malo prej spomnila, da obstaja tudi ena taka stvar, ki se reče Gemini ali Gemini, ko se pravilno reče, se ne vem. Tale AI, Google AI. ChatGPT. Zdaj boš AI uporabljal. Seveda. Tudi on neki Orbana ven vleče, ne, ampak vemo, da ni 36 let. Imamo pa tukaj 2 primera, ampak ga tudi ne dosegata. Ne. En je Emomali Rahmon iz Tadžikistana, ki je 31 let, ampak mislim, da je na mestu predsednika države, ne stranke, ampak verjetno je to eno in isto. To je isto. Pa seveda Lukašenko, 29 na mestu predsednika stranke in države. Ne. Zdaj, jaz mislim, da prvi naslednji pa pol po mojem že Josip Broz, ne. Sam ne. Kdaj je Josip Broz postal predsednik Zveze komunistov, ali kaj je bil, vse ne vem, najbrž ni bil predsednik.
Ja, odvisen. Tudi če šteješ predvojno obdobje. Mislim, povojnega obdobja je bilo premalo, ker je 80 umrl. Se pravi, 35 max, če štejemo povojno. Janša bo presegel svojega nekdanjega idola. Vidiš. Ne, to sem mogoče, pa gre pa samo za to, veš, da čaka, da bo dobesedno veš, kot Janković, ki zdaj da bo čaka, da po vseh metrikah Hribarja na šiša, pa ga pa ne zanima več. Ampak hotel sem reči, če smo za hipec resni, vendarle je to prvi kongres SDS po malo bolj številčnem odhodu poznanih ljudi iz stranke. Pač tudi gre v tem primeru sam za dva, Logarja in Evo Irgl, ampak vendarle mislim, da Kaloh? Dober, ne vem, že je Kaloh težko kategornik, ampak v redu. Ja, recimo, se strinjam, je. Predvsem je bil zvesti član in oproda. Skratka, mislim, da še nikoli ni šlo toliko ljudi naenkrat, pa v kratkem času ven iz stranke in morda bi vendarle znali biti bolj zanimivo, kot se mi zdaj zabavamo. Pa če tudi se strinjam s tabo, da rezultat ne more izostati, ampak vodja ni več nezmotljiv in neranljiv. Kongres je, bom še enkrat ponovila, 24. maja v Ormožu in gotov bo dinamiko dogajanja narekoval rezultat na nedeljskem referendumu. Do neke mere. Popolnoma vseeno je. Kaj je rekel Jenny? Ne, kdaj so volitve, ker to niso volitve, to je samo razglasitev že vnaprej znanega rezultata. In najprej smo to proglašali v druga Janšu za predsednika stranke brez ograničenja trajanja mandata. Ja, prav, gospoda, pol bi pa tudi jaz postavila piko tej temi. A imate še kaj, ali gremo lepo na politbizarke? Še tole moram povedati. Se spomnite, komentar smo dobili na zadnjo debato o usklajenosti kabinetov in kdo bo šel na pogreb s katerim letalom. In imam vprašanje oziroma dilemo na vaš pogovor o udeležbi, ali sploh lahko gresta skupaj z letalom v smislu varnosti. Kaj, če avion pade dol, kot tisti helikopter zadnjič v New York Cityju? Se res, da vsi pomislimo na optimizacijo stroškov, ampak kakšna pa so pravila glede protokola varnosti na službeni poti? Andreja. Hvala za vprašanje, Andreja, ampak mislim, da je kar, da ta point smo pa mal prezrli, ko smo debatirali. Je pa tudi nekaj res, da smo prišli do zaključka, če tudi to ne bi bil issue, ne bi verjetno šla v isti avion. Ja, actually ne vem, če smo ga čisto prezrli, zdaj to pač mal verili. Nismo to izpostavili, Tako, ampak, a veš, to bi bila sicer ful zanimiva stvar, recimo za naročniške vsebine LDGD, ko bomo enkrat to imeli. Ampak, če se jaz prav spomnim, pa to je zdaj zelo na pamet, predsednica in premier nista v neposredni liniji poveljevanja en z drugim. Se pravi, v teoriji, če pač se obema nekaj zgodi, kontinuiteta vladanja in poveljevanja ostane nedotaknjena. Mislim, da iz tistega razloga recimo predsednica in predsednica državnega zbora ne smeta biti na istem avionu, ker ena pač slednja nadomešča prvo. Medtem, ker za predsednik vlade pa vsem, ki je pač druga veja in on ima tam svojo, veš, eksekutiva, vedno boš najdel ministra, ki bo lahko odločal v imenu cele vlade. Tako da mogoče, ne vem, če je ta varnostni vidik toliko izpostavljen, bi pa tudi mene v resnici zanimalo to preveriti. Prav, a gremo na politbizarko? Čas bi bil. No, pol pa... Se smo šele 35 minut noter, no. To pa tudi res. Nič, pol pa predlagam, da kar začneš, Andraž, ti tokrat. Rezultate? Rezultate, to je tako, jaz sem Janša, ko gre za politbizarke. Mislim, spet sem jaz zmagala, to je s tistim predlogom krivo ali pravosodje. Jezus je pač prejelo 39% vaših glasov, ni 99, ampak... Niti ne 102. Zelo dobro bi bilo za razmisliti, veš, ali je bil klele kvorum dosežen v referendumu. Sem dobro si ti, v bistvu, jaz sem šele zdaj dojel, da si Janša ufurala na mala vrata noter, čeprav je diskvalificiran. Ja.
Tako, ampak sem to bolj je bil SDS. Kopališče Ilirija pod vodo 24, resno sranje v D za 22% in neodnos med kabinetoma 15% vaših Jaz sem glasov. dejansko Hvala z za vodo iz glasovanje. Ilirije odplakno sranje v Ti državnem si na zboru. drugem mestu, tako. Ja. Ne vem, Zelo kdaj sem dobro bil nazadnje na drugem argumentirano. mestu, tudi to se moram javiti. Ja. Rezultati niso izostali. Je pa res, da v letošnji sezoni mislim, da Andraž si še Edini brez zmage. edini brez Seveda. zmage, tako da ti nisi Janša. Zdaj vemo. Seveda. Skratka, moja politbizarka je povezana z Aljaževo in ima posla z referendumom. Namreč SDS pri agitaciji ljudi, da se udeležijo referenduma, je po gospodinstvih razdelil letak s seznamom izjav vzetih iz konteksta in objavljenih brez privoljenja. Zdaj pasi, kakor so, jaz sem prepričana, so preverjali, dokot lahko grejo, ne? In tudi, če bojo šli pred sodišče ali bo kdo kaj tožil zaradi tega, se bojim, da kakšne meaningful kazni tukaj ne bo, ampak dodatna bizarka, pazi zdaj to, ne? Res bizarka par excellence. Za referendum o pokojninah, ki ga je forsiral SDS, bomo plačali 6,7 milijona evrov, najdražji v zgodovini. In zdaj, kako stranka upravičuje strošek, češ, da se s tem bori za upokojence? Čist preprosto, ker naj bi ta cash šel itak večinoma nazaj upokojencem, ki bodo delali v volilnih odborih. Poslanec Hoivik je rekel, vsak evro jim bo prav prišel. Se pravi, da se pejmo se referendum ne kot orodje demokracije, ampak kot strankarsko-gospodarsko dejavnost. Volilni odbori kot, ne vem, podružnice stranke, referendum kot mehanizem za kroženje denarja. Tako da krožno gospodarstvo po SDS, to je moja bizarka. Ok, ta je res dobra, mislim, so pa res obupani. Ja. Moja bizarka je tudi povezana z referendumom, kot si pravilno ugotovila, in je v resnici zadnji košček v mozaiku zmernega in zelo potihem oblikovanega optimizma o izidu referenduma. Namreč tweet, objava na Twixu ameriškega veleposlaništva, ne, v kontekstu pozivanja k neudeležbi na referendum, ameriško veleposlaništvo tweetalo citat strokovnjaka za oblazinjeno pohištvo in podpredsednika ZDA J.D. Vansa, v katerem je dejal, da demokracija temelji na svetem principu, da vsak glas šteje. Bolj ali manj, tako zdaj malo prevedeno, podpis J.D. Vance, vice president. No in seveda je šlo, polovica političnega spektra je šla v luft, češ vpletanje v slovenske notranje zadeve. Druga polovica je to razumela kot vpletanje v slovenske notranje politične zadeve in začela ploskati na čelu z Janšo, pa Romano Tomc, pa ne vem, družboslovnim inženirjem, pa vse to. Skratka, vsi so to razumeli kot mnenje Združenih držav o referendumu ali vsaj o udeležbi na referendumu. In se mi zdi vse pač tako bizarno, da če bojo ljudje ostali doma ali pa glasovali za zakon, bodo naredili ne zato, ko bi do tega zakona res imeli neko mnenje ali pa ko bi tako zelo upoštevali vlado, ampak zato, ker so jim Amiri rekli, da ne grejo glasovati. Tako da, če bo ta stvar padla, se pravi, če bo zakon zdržal, bo po mojem zdržal tudi zaradi te okornosti ameriških diplomatov v Ljubljani. In Andraž? Ja, vidim, da smo tle nekje okrog referenduma, stranke, se lep trikotnik, trokut sreče sestavlja. Moja bizarka je bila pa danes že omenjena v bistvu, je pa ta predlog SDS-a, da gredo na glasovanje z predlogom, kako že z razveljavitev zakona, kateremu dodatku nasprotujejo tako močno in srčno in iskreno, da so se šli razpisati referendum. Skratka, to ponovimo še enkrat, a ne? Ista stranka, ki je zbirala podpise in zahtevala referendum, na katerem bodo zdaj predvsem glasovali proti vladi
je zdaj podala še predlog, da se razveljavi zakon, v kateremu se dodaja novela zakona, ki jo hočejo na referendumu zavrniti. Dajmo najprej to na referendumu zavrniti, pa bomo pa cel zakon razveljavili, tako da smo šli enkrat zastonj na volišča, najmanj minus 7 milijonov za državno blagajno, to imajo tako radi, ne, denar davkoplačevalcev, to ga po ustih vlačijo, pa največ ga zapravijo. Hvala lepa obema. Zdaj pa na zadnjih 30, se pravi zadnjih 30 sekund, ki jih ima vsak od nas na voljo, da pove, kar želim. Jaz bom klele sam, ker Anti še ni se zahvalila Aljažu z dolgim odgovorom na tisto njegovo vprašanje oziroma dilemo naslavljanja v prvi osebi. To je en drug Aljaž, da ne bo dileme, ne? Ja. To nisem bil jaz. Aljaž, hvala. Ne ti. Ampak, dej, izvoli pa zdaj zadnjih 30. Kaj imaš? Ne, a sem lahko je zadnji, prosim. Prav, lahko. Ja, jaz bom pa pozdravil Aleša. Včeraj sem bil na enem sestanku v enem podjetju, ki bi pravzaprav tudi lahko bilo sponzor nekoč. Če se spomnimo še na te čase, ko smo še upali na to, da bi lahko bil kdo sponzor našega podcasta. No, to je ena tistih lepših priložnosti, ki ti res polepša dan. Po sestanku pristopi nekdo, v tem primeru Aleš, in reče, drugač pa po drugi strani sem pa tudi vaš vreden poslušalec in da moram tebi, Štefi, prenesti sporočilo, da se opravičuje, da je pozabil donirati, ker sem se vnaprej zahvalil, da bomo imeli vsaj za piknik. To je res ena taka fajn dogodek. Vedno znova me spomne na tiste zarotniške pozdrave iz kluba Fight Club, ko se srečajo v kakšni pisarni, pa se po podplutbah prepoznajo, pa vejo, zakaj gre. Ta način, ker nekdo tako skoraj res malo zarotniško k tebi pristopi, pa tako potiho, ne, da do drug ne sliši. Ampak drugač pa sem pa tudi vaš poslušalec. To si mi izredno fajn, da je Aleš, polepšal si mi dan. Lep pozdrav. Sam vidiš, malo mu je nerodno. Kaj pa to? Malo mu je nerodno, da nas podpira, če je tako potihem. Ne, potihem prostopu. Pač ni tako, da bi, med 10 ljudmi na sestanku rekel, ne, jaz sem pa vas poslušal, ampak na konc, ne, ko je konc pristopi k tebi in tako, ne, da bi le še petal, to pa ne. Ja. To se mi je pa enkrat na konferenci zgodil, to pa ja, tako da sta pa dva, pa tako, sem to, da veš. Ne govor tako. No, meni je pa polepšal mojih zadnjih 30, pa če ste v kakšnih selitvah, renovacijah in kam bi pa to umaro, kam bi pa to poslo, pa iščeš, a bo nekdo kupil, a bi nekomu bi podaril, pejte na podarimo.si. Zelo učinkovito deluje in zelo prijetna izkušnja je bila. Podarimo.si je moje, evo. No, Aljaž, zdaj pa še ti. No, prav, ker sem mislil, da boš ti nekaj drugega, se bom pa jaz zdaj znašel. Mojih zadnjih 30 je pa, da boš sledeče, namreč, kadar ne ureja metine liste, Štefica rada pohajkuje in je šla pred kratkim tudi na Krpanovo pot, kjer in je ta potopis, kaj je to potopis, zapis, karkoli, objavila tudi na metinalista.si. Skratka, če vas zanimajo doživetja po poti drugega najbolj znanega trgovca z orožjem na Slovenskem, potem le pejte na metinalista.si, kjer se boste prebrali vse o Krpanovi poti. Lahko pa se tudi naročite na naš Metanovičnik, kjer dobite tovrstne linke, priporočila in zanimive vsebine. Naročite se s tem, da zaenkrat še, da pišete na info@metinalista.si ali pa podsukate mene ali pa Natašo na socialih. Vsekakor pa, glejte, kobilce vam ne bo treba predstavljati, se boste imeli pa fino na Krpanovi poti in to je mojih zadnjih 30. Hvala, Aljaž. Lepo. Mi smo si pa kar k srcu vzeli tisti komentar plavalke, vidim, ne? Nič več knjig, nič več filmov, serij. Veliko več je drugega, ja, plavalka. Jaz upam, da opaziš, poslušamo mi, veš? Influencerke, ne? Naše ljudi Vse imela prav. Slišimo Jaz sem to isto enkrat že prej pomislil, da sem še to delamo. To imamo lahko posebno rubriko, če bi koga zanimala. Jaz bi vsem rekla, ker sem že ful tega pogledala, če ima kdo kakšen dober predlog za kakšne te neke vojaško-policijske, CIA, vohunsko, kaj je že za videti, pa da ne vem, ali pa te kavbojske. A serije? A veš, kaj sem danes zvedel, Aljaž?
Da imamo slovenski Yellowstone? Ja, v delu. Ja, ja, menda. Nekaj se grejo. Veš, bosta dva konja traktor, pa ena šestina gmajna v idealnem deležu, mislim. Zanj sem zvedel, da je skrito v raju, da so končali, da ne bo 3. sezone, kar je zelo užalostilo 11 po 8, danes pa da bojo snemali to. Ampak ni to bilo folk gledan, da to folk tako hoče? Kako to misliš bilo? A je še? To je še. To je zdaj sezona. Seveda, ja, pa na Voju to se rola, to se gleda na polno. Pa da ne bo tretja. Roko na srce, produkcijsko gledano, to je top telenovela. Vem, ker sem za eno družbo šla z bicikli po Istri in so, zdaj bomo pa šli tam mimo, kjer so snemali tole, skrito v raju. Knjigice imaš tudi v trgovinah. A res? Wow, cel mrč. To več delih. Residence je drugače zelo smešna stvar na Netflixu, pa je tako rahlo vohunska, oziroma pa saj hudanit detektivska, tako da, če te mogoče zanima. Bom pogledala, hvala. Dobro, dajmo ne pokvariti zdaj tega. Ja, skratka, to je bilo zadnjih 30, to je bil LDGD, epizoda koliko? Epizoda številka 181. Season 7, episode 20. Kot Bogdan Norčič v Planici leta 1980, 79, 81, tam nekje. Ampak žal z dotikom. Kakšen spomin, bravo. Oprosti, Aljaž. Ne, če ne prej, ne. Naslednjič ostanite v naši družbi. Ta podcast ustvarjamo v prostem času in izražamo izključno svoje mnenja, k sreči ali pa na žalost. LDGD nima političnih in gospodarskih sponzorjev, kar se slednjih tiče še, kar pomeni, da govorimo, kar mislimo in mislimo, kar govorimo. V svojem profesionalnem življenju avtorji in avtorice delujemo na različnih področjih in če ima kdo izmed nas kakšne profesionalne povezave, ki so povezane s tematiko epizode, to omenimo v skladu s profesionalnimi medijskimi in poslovnimi praksami o morebitnih neželenih učinkih, kot so razdraženost, jeza ali nenadzorovano tvitanje, se posvetujte z notranjim mirom ali pa zaprite internet. Hvala za sodelovanje, za družbo, pa brez zamere, če se je pripetilo kaj takšnega, kar je bilo vrednega zamere.